Danes imamo pred sabo zelo direktno sporočilo. Res je, nobenih ovinkov. Prihaja od Mednarodnega inštituta za etično in moralno vladavino. Posreduje ga mag Michael Bellis. In bistvo je jasno postavljeno: svoboda ni isto kot prostost. Tako je. In to ni mišljeno kot neka akademska razprava, ampak kot jasno stališče o vlogi ustave države državljanov. Prav, pa podiva kar na bistvo. Kaj točno naj bi pomenila ta razlika? Prostost, svoboda? Zakaj je to tako pomembno? Glejte, sporočilo postavlja zelo ostro ločnico. Prostost, pravijo, je naravno stanje. Pripada državljanu. Naravno stanje? Ja, pomeni njegovo suverenost, pravico, da deluje brez nekih vnaprejšnjih omejitev. In država? Država lahko to prostost omeji le, izjemoma, in mora to utemeljiti, dokazno breme je na strani države, ne državljana. Ok, to je prostost. Kaj pa potem svoboda? Velja za, recimo, uradnike, za državni aparat. Za aparat? Ja. Njihova svoboda je pogojena z zakonom, s pooblastili. Uradnik sme narediti samo tisto, kar mu zakon izrecno dovoli. Se pravi, obratno načelo. Vse, kar ni dovoljeno, je prepovedano. Točno tako. Vse, kar ni izrecno dovoljeno, je zanj prepovedano. Dve čisto različni logiki delovanja. Ampak sporočilo trdi, da se to v praksi meša, ne? Ja. In to naj bi bil ključni problem. Trditev je, da država to logiko, ki bi morala veljati za njo, torej logiko omejene, pogojene svobode, prenaša na državljane. Državljani, ki naj bi bili v osnovi prosti, se potem znajdejo v situaciji, ko morajo svojo prostost ves čas nekaj dokazovati, pač prositi za njo. To je kar močna trditev. Kje pa se to konkretno vidi? So kakšni primeri navedeni? Kar nekaj jih je. Recimo, klasična situacija. Policist brez utemeljenega suma pristopi in vpraša: kam pa greste? Po mnenju avtorja sporočila je to direkten poseg v osebno prostost. Člen 19 ustave. Prostost gibanja naj bi bila samoumevna, ne nekaj, kar moraš pojasnjati kar tako. Sliši se logično, če slediva tej razlagi. Omenjajo recimo biometrične osebne izkaznice, ki naj bi postajale pogoj za vedno več opravil, in s tem se potem po tej logiki omejuje prostost gibanja iz člena 32. Pa prekomerna birokracija, sploh za male kmete, obrtnike, gospodarske pobude, člena 49 in 74 ustave. Še posebej izpostavljen primer pa so državna stanovanja. Stanovanja? Kako pa ta paše v to zgodbo? Argument je takle. Država zgradi stanovanja z davkoplačevalskim denarjem, torej tudi denarjem teh istih državljanov. Potem pa ta ista stanovanja ponuja tem istim državljanom v najem, ampak pod pogoji, ki jih postavljajo v vlogo nekoga, ki prosi. Ustvarja se odvisnost. Utemeljitev sloni na tem, da tak pristop krši temeljna ustavna načela, zasebno lastnino in njeno uživanje člen 33, človekovo dostojanstvo člen 34, ker si pač prosilec za nekaj, kar si sofinanciral. Zato torej odsvetujejo najem teh stanovanj. Torej, če potegnem črto, vsi ti primeri policist, izkaznice, stanovanja, pa še omenjene odločbe o dolgotrajni oskrbi, zahteve GURS-a, da ljudje popravljajo napake sistema, digitalna potrdila, vse kaže na nek vzorec, ne? Ja, vzorec naj bi bil v tem, da država prelaga breme. Breme dokazovanja, breme popravljanja, napak, pogojevanja. Vse to na državljana, namesto da bi bilo obratno. In kje je meja? Meja je prestopljena, ko moraš ti kot državljan dokazovati nedolžnost, ko moraš popravljati za aparatom, ko moraš prositi za nekaj, kar ti pripada ali si sofinanciral. Sporočilo je torej poziv k vrnitvi k osnovam, k ustavi. Tako je. Državljan je prost, država je omejena. In država mora utemeljiti vsak poseg, to je bistvo. Torej danes sva raziskala tole precej ostro argumentacijo maga Michaela Bellisa o tej temeljni razliki med prostostjo in svobodo in o tem, kako naj bi sistem spodkopaval to prostost. Ampak sporočilo ne ostane samo pri kritiki, ponuja tudi rešitve. Katere pa? Predlaga dosledno ustavno presojo zakonov prav skozi to prizmo razlike med prostostjo in svobodo. Pa debirokratizacijo, osebno odgovornost uradnikov. Odgovornost za prekoračitev pooblastil predvidevam.
pa tudi širšo javno razpravo o digitalizaciji, kako vpliva na prostost in zasebnost, in seveda izobraževanje državljanov, o njihovih pravicah, o tej razliki. Glede na vse to, kar smo slišali o razliki med prostostjo posameznika in pa svobodo aparata, kako bi lahko vsak od nas v svojem vsakdanu morda bolje prepoznal, kdaj sistem posega v njegovo prostost in kako bi jo lahko tudi uveljavljal. Sliši se mogoče kot besedna igra, ampak pravijo, da je razlika bistvena. Kaj točno mislijo s prostostjo, ki naj bi bila pač naša prirojena pravica, in kaj s svobodo, ki naj bi bila nekaj pogojenega? Nekaj, kar država daje ali jemlje. Pa za naš odnos z državo. Omenjeno je tudi neka specifična politična kritika, o tem bova poročala čisto nevtralno seveda. Ampak začniva pri osnovah. Prostost najprej. Ja, prostost je po tej razlagi, glejte, tisto naravno stanje, prirojeno stanje državljana. Predstavlja nekako neomejeno suverenost posameznika. Pripada nam po naravi, ščiti pa naj bi jo ustava. Recimo člen 19, varstvo osebne prostosti. In ključno pravilo je? Ključno pravilo naj bi bilo, vse, kar ni sredstvo prepovedano, je dovoljeno. To je prostor državljana. Dobro. In svoboda, ta naj bi bila nekaj čisto drugega. Točno tako. Svoboda naj bi bila pač pogojno stanje, vezana na zakone, predpise in še posebej na pooblastila uradnikov. In zanje velja obratno pravilo? Ja, zanje naj bi veljalo, vse, kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano. To je torej domena države, uradnikov, ne pa državljanov. In tukaj zdaj opozarjajo na problem, kaj ne? Uporabljajo celo izraze kot sistemska prevara ali pa tihi ustavni udar. Kaj ne bi to pomenilo? V bistvu trdijo, da država postopoma, nekako potihem, prenaša logiko, ki bi morala veljati zanjo, na nas, na državljane. Aha, in s tem naj bi krčila našo prostost. Tako je. Državljani naj bi se znašli v položaju, ko moramo nenehno nekaj utemeljevati, opravičevati svoje dejanja ali celo prositi za dovoljenja za stvari, ki naj bi bile naša prirojena pravica. Kot da smo mi uradniki. Zanimiva teza. In breme dokazovanja naj bi se s tem premikalo z države na posameznika. Točno. Imajo kar nekaj primerov, ki naj bi to kazali. Drži. Recimo policijska kontrola. Ko policist brez nekega očitnega razloga, brez suma, vpraša, kam pa greste, to vidi kot nedopusten poseg v osebno prostost, pa tudi v prostost gibanja. Ker državljan ni dolžan pojasniti, kje je in kam gre, če ni suma kaznivega dejanja ali prekrška. Sklicujejo se na člene ustave, recimo 19 in 20. Kaj pa recimo biometrične osebne izkaznice, ki postajajo potrebne za vedno več stvari? Tudi to omenjajo. Našo prostost gibanja in dostop do storitev z nekimi digitalnimi ključi, ki jih seveda nadzoruje država. Še kakšen primer? Ja, omenjen je recimo kmet, ki hoče prodajati svojo domačo marmelado. Njegova gospodarska pobuda, ki naj bi bila ustavno varovana pravica, naj bi bila zadušena s prekomerno birokracijo. Certifikati, dovoljenja, inšpekcije, vse to naj bi bilo nesorazmerno, sploh za male proizvajalce. Zelo kritični so tudi do državnih stanovanj. Pravijo jim past odvisnosti, celo zlata kletka. Zakaj? Argument je nekako tak. Državljani najprej z davki financiramo gradnjo teh stanovanj, potem pa moramo, če želimo v njih živeti, zanje prositi, tekmovati na razpisih. To naj bi nas postavljalo v podrejen položaj za nekaj, kar smo v bistvu že plačali. In na hitro so omenjeni še drugi primeri, ki naj bi kazali na ta isti trend. Postopki pri dolgotrajni oskrbi, pa obvestila GURS-ov v usklajevanju podatkov, ki naj bi prelagala delo na državljane, pa digitalna potrdila za vse mogoče storitve, celo nekdanji PCT ukrepi. Vse to naj bi bili koščki iste sestavljanke, kjer se logika omejene svobode širi tja, kjer bi morala veljati prostost. Dotakniva se zdaj še te politične razsežnosti. Neposredno kritizirajo politično stranko Gibanje Svoboda. Zelo neposredno.
Usrednji očitek je, da ta stranka, čeprav ima v imenu svobodo, v praksi izvaja ukrepe, ki naj bi dejansko zmanjševali prostost državljanov. Navajajo recimo poudarek na državnem nadzoru, umajanje obveznih digitalnih identitet, pa določene vidike centralnega načrtovanja v gospodarstvu in družbi. Uporablja kar močne besede kot ideološka invazija pa nadzorna oblast brez obraza, da koncept svobode, kot ga naj bi razumelo to gibanje, v resnici pomeni konec prostosti. Ja, točno tako. Pomembno je to ločiti. Kakšne rešitve pa potem predlagajo ti dokumenti, če vidijo tak problem? Temeljna zahteva je vrnitev k načelu, da je državljan izvorno prost. Država pa je tista, ki je omejena in mora svoje posege to prostost utemeljiti. Dokazalno breme mora biti na državi. Ne na državljanu. Tako. O osebni odgovornosti uradnikov za prekoračitve pooblastil. Omenjajo tudi javno razpravo o digitalizaciji. Ja, širšo javno razpravo o posledicah digitalizacije. In pa, kar je morda ključno, boljše izobraževanje državljanov o njihovih ustavnih pravicah. Še posebej v tej razliki med prostostjo in svobodo. Torej, če na hitro povzamem, ključna ideja je to ostro ločevanje. Prirojena prostost državljana proti pogojni svobodi, ki naj bi veljala za državo. In argument je, da se ta dva pojma nevarno mešata. V praksi naj bi se mešala, na škodo posameznika, ja. Zakaj bi bilo to pomembno za nekoga, ki nas posluša? Naj bi to razumevanje vplivalo na čisto vsakodnevne stvari. Kako dojemamo interakcije z državo, od policista na cesti do izpolnjevanja obrazcev. In kako razumemo samo naravo državljanstva, pa meje državne moči. Kaj sme država in česa ne? Za konec pa še tista misel za razmislek, v kolikšni meri morda jezik, ki ga uporabljamo, recimo to, da morda kar sprejmemo prostosti in svobode, vpliva na naše dojemanje. Ja, in morda celo na našo pripravljenost sprejeti določene posege države v naša življenja. Ne da bi se vprašali, ali so res upravičeni z vidika te izvorne prostosti. Zanimivo vprašanje za konec. Hvala za tole razčlenitev. Hvala vam.